Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, spoštovani letošnji nagrajenci. Prav prisrčen pozdrav vsem na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta. Prosim predsednika Državnega sveta, Mitjo Bervarja, za pozdravni nagovor. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, spoštovani državni svetniki, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem imenu. V drugem domu slovenskega parlamenta, ki je bil vseskozi velik podpornik delovanja društvenih organizacij in s tem civilne družbe. Plakete najzaslužnejšim prostovoljcem letos podeljujemo že 12. V tem času jo je prejelo več kot 100 posameznikov oziroma organizacij. V Državnem svetu smo ponosni, da smo bili med prvimi, ki smo začeli opozarjati na vlogo, pomen in zasluge prostovoljstva v sodobni slovenski družbi in na nek način tudi sami pripomogli k ureditvi zakonodaje na tem področju. Zavedati se moramo, da ste društvene organizacije in njeni člani jedro civilne družbe. Ste generator idej smeri plemenitenja družbe, ne le v materialnem, ampak širšem družbenem smislu. Svojim delom pripomorete h krepitvi socialnih vezi in solidarnosti med ljudmi vseh generacij in vseh profilov. Brez prostovoljstva bi bila naša družba osiromašena medčloveških odnosov. Bila bi zagotovo še bolj medsebojno sprta, razdrobljena, pa tudi neustvarjalna in brezbrižna. Katerakoli družba lahko obstoji in preživi le takrat, ko ljudje vanjo verjamejo, si za njen obstoj prizadevajo in na tej podlagi medsebojno sodelujejo. Prostovoljci črpate svojo pozitivno energijo iz nesebičnosti. Vodijo vas nekoristoljubna čustva. Zato ste vezno tkivo družbe. V času krčenja socialne države, tega ključnega civilizacijskega dosežka zadnjih 150 let, še zlasti v času gospodarske krize in recesije, sta dobrodelnost in prostovoljstvo še toliko bolj pomembna za ohranjanje kakovosti življenja posameznika in številnih družin. Vse več je takih, ki potrebujejo pomoč, včasih pa pomaga tudi že lepo izrečena beseda in iskrena življenjska spodbuda. V društvih in civilni družbi lahko človek uresničuje in razvija svojo osebnost, uresničuje svoj talent, želje in ustvarjalnost. V društvih lahko izrazi tudi svojo družbeno vlogo, ki mu omogoča biti koristen za druge. V prostovoljstvu lahko človek preprosto najde smisel svojega življenja in družbenega obstoja. Prostovoljci nosite v sebi bogastvo neprecenljive vrednosti. Vašega truda se ne da poplačati z denarjem. Nagrajeni ste z višjo obliko vključenosti v družbena dogajanja, z občutkom družbene odgovornosti ter bogatimi izkušnjami, ki vas in nas osebno plemenitijo. Prav bi bilo, da bi se vam večkrat zahvalili. Kajti takrat, ko mnogi drugi družbeni mehanizmi odpovedo, nastopate vi. Pa ne gre samo za naravne nesreče ali najrazličnejše druge težave. S tem darujete svoj prosti čas, energijo, kri, dobro voljo, ideje za druge in zato vam iskrena hvala.
Povejmo jasno in na glas, ste velika dodana vrednost vsake družbene skupnosti. Če Slovenci slovimo kot individualisti, pa številno članstvo v društvih kaže, da znamo z velikim entuziazmom delovati tudi na socialnem in humanitarnem področju. Zato je treba društveno življenje spodbujati in varovati, tudi s primerno zakonodajo, ki bo omogočala vse te potenciale sproščati v dobro vseh nas. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, spoštovani nagrajenci, spoštovani prijatelji. Dovolite mi, da vam v osebnem imenu in v imenu Državnega sveta Republike Slovenije čestitam ob prihajajočem mednarodnem prazniku prostovoljstva in vam izrečem veliko priznanje za dosedanje delo. Vsem zaslužnim prostovoljcem, ki vam bodo danes predane plakete, pa iskreno čestitam. Današnji dogodek naj vam ostane v spominu kot izraz hvaležnosti širše skupnosti za opravljena plemenita dejanja in naj bo to skromna spodbuda tudi za vaše nadaljnje delo. Hvala lepa. Današnja slovesnost je namenjena našim nagrajenim prostovoljkam in prostovoljcem, ter seveda vsem prostovoljcem, saj je 5. december naš dan. Ker pa je ravno danes tudi datum rojstva našega velikega pesnika, dr. Franceta Prešerna, smo kulturni program posvetili tudi njemu. Povabili smo vokalno skupino In Spiritu iz Vojnika. Skupna pot pevcev se je začela leta 2006. Nastala je na pobudo mladih pevcev, ki so ob poslušanju različnih moških komornih sestavov želeli, da bi tudi sami postali del tradicionalne pevske kulture. Njihov repertoar je zelo raznovrsten, nastopajo in koncertirajo v domačem kraju, po Sloveniji in tudi v tujini. Pevci se udeležujejo različnih pevskih revij in tekmovanj, na katerih prejemajo zlata priznanja. Umetniški vodja je David Preložnik. Veseli smo tudi, da se je našemu vabilu odzvala gospodična gospa Urška Taufer, ki je študentka 4. letnika Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v razredu izredne profesorice Saše Pavček. Sedaj pa prosim predsednika Državnega sveta Mitjo Bervarja, da podeli plakete. Prejemnika plakete dr. Francija Avseca je predlagal državni svetnik Peter Vrisk,
predsednik interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Dr. Franci Avsec, rojen 21. marca 1956, je doktor pravnih znanosti in magister ekonomije, zaposlen na Zadružni zvezi Slovenije že od začetka svojega dela. V 33 letih poklicnega delovanja je kot eden največjih strokovnjakov na področju kmetijskega in zadružnega prava, tako v Sloveniji kot v Evropi, vseskozi, poleg svojega rednega dela, z brezplačnimi nasveti pomagal številnim kmetom, študentom, zadružnikom, sodelavcem in drugim posameznikom in organizacijam. Kot predavatelj na različnih fakultetah je s svojim znanjem navduševal in navdihuje številne učence, dijake in študente, prispeva k njihovi vzgoji in širšemu razumevanju dejavnosti kmetijstva in zadružništva. Z aktivnim udejstvovanjem na številnih forumih, konferencah, okroglih mizah, društvih in posvetih doma in na tujem širi boljše razumevanje kmetijske dejavnosti in zadružništva v celotni civilni družbi in s tem pomembno prispeva k njenemu razvoju. Po naravi velja za skromnega, poštenega človeka, ki je pripravljen ponuditi pomoč vsakomur, ki ga zanjo prosi, ne oziraje se na čas. Posebej spoštuje dobre medčloveške odnose, ki temeljijo na spoštovanju posameznika v vseh njegovih različnostih, krepijo sodelovanje in medsebojno solidarnost. Prejemnico plakete, gospo Marijo Jereb, je predlagala Zveza združenj Rdečega križa Slovenije. Marija Jereb, ki jo odlikuje globoko spoštovanje človekovega dostojanstva, izredna sposobnost vživljanja v stiske sočloveka, srčna predanost pri delu z mladimi in globoko prepričanje v dobroto ljudi, modrost ter široka paleta izkušenj, ki jih je vedno pripravljena deliti z drugimi in širiti naprej, je članica in aktivna prostovoljka Rdečega križa Slovenije že več kot 30 let. Njeno prostovoljsko udejstvovanje je odločilno zaznamovalo delo z mladimi tako na lokalnem, kakor tudi na nacionalnem nivoju. Marija Jereb je zasnovala in izvedla mnoge ustvarjalne ter poučne delavnice, v katerih svojo toplino in zgledom letno pritegne več kot 1000 mladih. Pod njenim mentorstvom so nastale tudi mnoge medgeneracijske aktivnosti, ki strmijo k tesnejšemu, humanitarnemu sodelovanju mladih in tistih, ki so mladi po srcu. Marija Jereb je v okviru Rdečega križa Slovenije kot predsednica Komisije za delo z mladimi pri OZRK Koper in kot članica glavnega odbora, pobudnica številnih humanitarnih akcij v dobrobit otrok v stiski, tudi tistih, ki letujejo v okviru mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič. In odlična zagovornica potreb mladih prostovoljk in prostovoljcev v okviru največje humanitarne organizacije pri nas. Prejemnika plakete, gospoda Franca Jurmana, je predlagala Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije.
Franc Jurman pooseblja visoke cilje Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki se že 9 desetletij zavzema za višjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Večino svoje poklicne kariere je opravljal zahtevne naloge predsednika izpitne komisije v občini Kranj in vodil področje avtošol pri pristojnem ministrstvu. Njegova srčnost in popolna zavezanost prometni varnosti pa se izkaže z njegovim bogatim, nepoklicnim delovanjem, ko se že pred 25 leti vključi v prve vrste prostovoljcev, kjer sodeluje kot izvajalec, kasneje pa tudi vse bolj kot organizator in oblikovalec številnih akcij za dvig varnostne ozaveščenosti udeležencev v prometu. Njegovo tovrstno delovanje celo presega okvire njegove matične organizacije ZŠAM Kranj, saj je priznani prostovoljec tudi v programsko sorodnih nevladnih organizacijah. Neprecenljiv je njegov prispevek pri izobraževanju in usposabljanju najmlajših, kjer koordinira in izvaja akcijo ZŠAM za najmlajše osnovnošolce, avtobusna učna ura, ki se je pod njegovim vodstvom z območja kranjske občine razširila tudi na Tolminskem. Tako njegovo prostovoljsko delo presega lokalne nivoje. Njegovo delo prostovoljca v organih krovne organizacije Zveze ZŠAM Slovenije dobi nacionalne razsežnosti. Njegov prispevek je cenjen tudi v Javni agenciji za varnost prometa Republike Slovenije, ki mu je v letu 2011 podelila najvišje priznanje zlati znak AVP za njegovo prostovoljsko delo v prometni preventivi. Prejemnika plakete, gospoda Mirka Lebariča, je predlagala Zveza društev upokojencev Slovenije. Mirko Lebarič je od leta 1988 do 2003 deloval kot predsednik Društva upokojencev Ljutomer. Od leta 2004 do danes pa opravlja 2 prostovoljski funkciji kot predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Prekmurje in kot pokrajinski koordinator v programu Starejši za starejše. Obe funkciji zahtevata že vsa leta veliko mero zavzetega, trdega dela in prostega časa. Če se na tej točki osredotočimo na delo pokrajinskega koordinatorja, vzpostavlja, organizira in vodi mrežo društvenih koordinatorjev v okviru pokrajine Prekmurje, sodeluje z društvenimi koordinatorji pri načrtovanju dela in jim nudi pomoč pri delu. Rezultat njihovega dela in seveda dela prostovoljcev na terenu je obisk 10.444 oseb, starejših od 69 let, katerim so skušali organizirati ter ponuditi pomoč, če so jo potrebovali. Mirko Lebarič z neverjetno zavzetostjo opravlja zaupane naloge in svojo skupino društvenih koordinatorjev nenehno presega pričakovane rezultate. Lej, torej je bledo njih cvetje velo. In redke so, in slabe, nebogljene. V zideh tak podrtije zapuščene rastejo včasih rože neveselo, ki jim kropiv krdelo rejo vzelo in kar nežlahtnih zelišč kal tam žene. Ali, ako gredice vrta jih zelene kdo presadi, cvetejo koj veselo. Tak blizu mojega bi srca kraljice, bi blizu tebe, sonca njih, dobile moč kvišku rasti poezij cvetlice.
ak hočeš, da bi zalši cvet rodile, vele dvignile glavice, jim iz oči ti pošli žarke mile. Prejemnico plakete, gospo Loreno Marijo Meglič, je predlagalo društvo MENA, humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo. Lorena Marija Meglič je brez dotacij in prihodkov ustanovila Društvo za pomoč ženskam, ki imajo težave z uhajanjem vode, inkontinenco, ginekološke in menopavzalne težave in ga uspešno pripeljala iz lokalne na državno raven. Z vidika vzgoje in vpliva na okolico ima izreden pomen, saj organizira predavanja po različnih krajih Slovenije in skrbi za izobraževanje in promocijo bolj kakovostnega življenja z boleznijo na delovnem mestu, kakor tudi v domačem okolju. Gre za izobraževalno funkcijo, kako čim bolj obvladati težave z inkontinenco in izboljšati kakovost življenja kljub težavam, ki jih inkontinenca prinaša. Svojim delom nudi medsebojno pomoč in si prizadeva, da se izravnajo neugodne socialne posledice, ki so nastale zaradi bolezni. Njeno nesebično razdajanje pomoči potrebnim skoraj nima meja in služi kot vzor, kako bi se morali ljudje medsebojno vesti, še zlasti v teh svinčenih časih. Kot oseba na ta način izredno vpliva na izboljšanje socialnega položaja in življenjskih razmer veliko žena v državi, saj vemo, da so ženske steber družine in družbe. Do sedaj je brezplačno delala preko 10.000 ur in samo v lanskem letu brezplačno prevozila več kot 5.000 kilometrov. Prejemnico plakete, gospo Marto Peršak, je predlagal državni svetnik Branko Šumenjak, predsednik mandatno-imunitetne komisije. Marta Peršak v okviru Rdečega križa deluje že iz časa šolanja za medicinsko sestro babico, dejavno in uradno pa se je v organizacijo vključila leta 1962, ko se je prvič zaposlila v zdravstvenem domu Ormož, kjer je delala celotno delovno dobo, brez delovnega časa, saj je bila na razpolago 24 ur na dan, vse do upokojitve, a je na različnih področjih, predvsem pri Rdečem križu, aktivna ves čas do danes. Pri Rdečem križu v Ormožu vodi ambulanto za merjenje krvnega pritiska, sladkorja in holesterola v krvi, svetuje ljudem za zdravo življenje, pomaga starejšim na domu, obiskuje starejše v Centru starejših občanov v Ormožu, sodeluje s šolami, kjer predava o zdravem načinu življenja in o zaveščanju pri preprečevanju uživanja opojnih substanc, vodi pohodnike, kjer uvaja nordijsko hojo, posebej pa deluje na področju ozaveščanja, preprečevanja in zdravljenja sladkorne bolezni. Vodi društvo za osteoporozo, kjer prav tako organizira merjenja kostne mase in svetuje za zdrav način življenja. Aktivno deluje v pogovorih z ljudmi v stiskah preko zaupnega telefona Sopotnik Čriček. Je veteranka vojne za Slovenijo, saj se je prostovoljno kot referent za saniteto priključila teritorialni obrambi Republike Slovenije in bila v času vojne aktivna ter si pridobila naziv častnice Slovenske vojske. Je skromna, veliko daje soljudjem in od njih zelo malo pričakuje.
Prejemnico plakete, gospo Zdenko Ponomarenko, je predlagala Športna zveza Koper s potrditvijo Olimpijskega komiteja. Zdenka Ponomarenko je s športom povezana več kot 40 let. Že v zgodnji mladosti se je začela ukvarjati s športom, in sicer s streljanjem in šahom. Na srednji šoli pa kot soustanoviteljica rokometnega kluba Velenje, kjer je začela tudi resno trenirati ta šport. Po prihodu v Koper leta 1979 se je spoznavala z različnimi športi na območju mestne občine Koper in v letu 1993 prevzela vodenje kajak kanu kluba Žusterna, ki ga še danes uspešno vodi. V času njenega vodenja je klub dosegel tudi za MOK in Republiko Slovenijo vidne športne dosežke. V skrbi za delo z mladimi organizira športne dneve za vse osnovne šole v MOK ter aktivno sodeluje pri aktivnostih Športne zveze Koper. Dneve odprtih vrat koprskega športa in uživajmo ob morju. Vsako leto vodi tudi program Naučimo študente veslati. Poleg aktivnega dela v klubu je Zdenka aktivna že od leta 1995 še v organih Športne zveze Koper kot članica sveta in sekretarka. Aktivna je tudi v organih Kajakaške zveze Slovenije. Zdenka Ponomarenko opravlja vsa našteta dela prostovoljno z veliko ljubeznijo do športa in je kljub njenemu izredno zahtevnemu delu kot požarne inšpektorice ves prosti čas posvetila delu v klubu in razvoju kajak kanuja na mirnih vodah v mestni občini Koper, kakor tudi v Sloveniji. Prejemnico plakete gospo Lili Primc je predlagalo Društvo za zdravje in izobraževanje Vita Pivka. Lili Primc je prostovoljka od osnovnošolskih let. Nudila je učno pomoč, že kot najstnica je v domačem bloku organizirala otroke, da so pomagali sosedom, se družili, pripravljali prireditve. Je aktivna gasilka. Svoje delo je leta 2009 nadgradila s pripravo odličnega programa Pomagajmo sebi in drugim, PSD, iz katerega izpeljuje različne projekte za otroke, mlade, odrasle, starejše in ranljive skupine. Izobražuje tudi mentorje za izvajanje programa. V programu PSD, kjer je rdeča nit promocija neformalnega in vseživljenjskega učenja ter prostovoljstva, je združila znanja za življenje, pomen dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanja, solidarnosti, varstvo narave in živali, kako preživeti tudi s skromnimi sredstvi ter pomoč sebi in sočloveku v različnih situacijah. Skozi praktične delavnice ozavešča o pomenu evropskih vrednot, medgeneracijskega sodelovanja ter prenaša znanje o samozaščitnem in preventivnem vedenju na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti. Če pa že pride do krizne situacije, na primer do potresa, poplave, požara, nezgode ali nenadne obolelosti, uči pravilnega reagiranja. Njeno delo ima pozitiven vpliv na okolico in društvo je s programom PSD izredno napredovalo na vseh področjih. Amen.
plakete gospoda Petra Solarja je predlagala Ribiška zveza Slovenije. Peter Solar je član ribiške družine Šempeter in od 1. januarja 1982. Začetki njegovega delovanja v okviru ribiške organizacije so bili glede na poklic povezani s sodelovanjem pri disciplinskih in odškodninskih postopkih, kot tajnik, član upravnega odbora in podpredsednik ribiške družine se je in se še vedno ukvarja predvsem s pravno problematiko, od internih aktov, urejanja najemnih razmerij do vključevanja v različne upravne in sodne postopke. Zaradi angažiranega odnosa so ga leta 2006 predlagali in izvolili za predsednika Zveze ribiških družin Celje, kjer že drugi mandat organizira delo in povezuje aktivnosti ribičev med 9 ribiškimi družinami iz Savinjskega ribiškega območja in Soteljskega ribiškega okoliša. Leta 2006 je postal tudi član upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije, kjer je že v 3. mandatu aktiven predvsem na pravnem področju, za katerega je kot član upravnega odbora tudi odgovoren. Kot član delovne skupine je sodeloval pri pripravi večine podzakonskih aktov, ki jih je predvidel v letu 2006 sprejet zakon o sladkovodnem ribištvu. Veliko znanja, truda in naporov je posvetil tudi pripravi vladnega programa upravljanja rib, ki kot strateški dokument na področju sladkovodnega ribištva žal po 7 letih še vedno ni sprejet. Ves čas je tudi na vseh nivojih delovanja aktivno vpet v različne oblike usposabljanja in preverjanja znanja ribičev. Prejemnico plakete, gospo Branko Strgar, je predlagala Turistična zveza Slovenije. Prostovoljno delo Branke Strgar se je pričelo leta 1982 v takratni mladinski organizaciji in v gasilskem društvu v domači vasi. Leta 1994 se je včlanila v turistično društvo Dobova in leto kasneje prevzela delo tajnice društva, ki ga je opravljala vse do leta 2001. Takrat je prevzela vodenje društva, ki ga vodi še sedaj, že 4. mandat zapored. Kljub temu, da opravlja funkcijo predsednice društva, ki ima zelo obsežen letni program dela, je aktivna tudi na drugih področjih in v drugih društvih, kjer pomaga pri izvedbi njihovih projektov. Največ svojih prostovoljskih ur nameni delu turističnega društva Dobova in organizaciji številnih prireditev, kot so Pustni karneval, Krompirjada, kolesarski maraton po vaseh krajevne skupnosti Dobova, prireditev Dobova se predstavi, mladinske delavnice, čistilne akcije, izvedba projekta Moja dežela lepa in gostoljubna na lokalni ravni. Od leta 2002 aktivno sodeluje na srečanjih vasi Selo, Sela, Sele, katerega se vaščani Sel pri Dobovi redno udeležujejo. Leta 2005 je kot predsednica prevzela tudi vodenje občinske turistične zveze Brežice, ki pod njenim okriljem še danes uspešno deluje. Prejemnika plakete, gospoda Janeza Strleta, sta predlagala Vseživljenjsko središče Volonter, Zavod za kakovost življenja,
in državni svetnik Miloš Pohole. Janez Terle je od leta 1997 predsednik Športnega društva Loška dolina in član upravnega odbora Športne zveze Loška dolina, kjer skrbi za bogatenje življenja ljudi na področju športnih aktivnosti. Že 12 let je vključen v civilno zaščito občine Loška dolina, 7 let kot bolničar, 5 let kot vodja ekipe za zveze. Sodeloval je pri ustanovitvi lokalne akcije skupine za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog. Leta 2010 je bil v Novem Sadu v Srbiji izvoljen za nacionalnega predstavnika Slovenije v najvišji organ mednarodne mreže Danube Media Network, ki združuje različne organizacije civilne družbe iz 14 držav podonavske regije z namenom medsebojnega sodelovanja in povezovanja. Kot direktor zavoda ORON je prejel priznanje Andragoškega centra Republike Slovenije za izjemne strokovne in promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih, srebrno inovativno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, območnega združenja Postojna za projekt Prostovoljska shema NKR ter od Evropskega združenja za izobraževanje in komunikacijo na Dunaju prestižno evropsko priznanje Erasmus, Seal of Approval za evropski projekt Prostovoljstvo, izraz aktivnega državljanstva. Edini v Sloveniji je uspešno pripravil in izvedel prostovoljski projekt preko razpisa Evropske komisije za vodilne projekte držav članic Evropske unije, ki razvijajo in krepijo nove sheme in pristope za sodelovanje na področju prostovoljstva. Letos je prejel srebrni grb občine Loška dolina za izredne zasluge pri promociji občine ter nesebičnega prostovoljskega dela na področju kulture in športa. Dolgost življenja našega je kratka. Kaj znancev je zasula že lopata? Odprta noč in dan so groba vrata, ali dneva ne pove nobena pratka. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata. Ne odpodi od nas življenja tata, veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. Ne izmisli, kdor slepoto ljubi sveta, in od veselja do veselja leta, da smrtna žetev vsak dan bolj dozori. Zna biti, da kdor zdaj vesel prepeva, v mrtvaškem prtu že pred koncem dneva, molče trobentov bo memento mori. Prejemnika plakete, gospoda Branka Šmida, je predlagala Trepetlika, društvo bolnikov s parksionizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Sistemski inženir Branko Šmid, zaposlen v Iskri Kranj, pred nekaj leti upokojen zaradi Parkinsonove bolezni, ki je bila pri njem ugotovljena, ko še ni imel 30 let, spada med ustanovitelje društva Trepetlika. 11 let je bil tudi njen predsednik, član izvršnega odbora EPDA, Evropska organizacija bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, pa 6 let. Od leta 2009 dalje je član te organizacije za specialne projekte, kar nekaj let je vodil gorenjsko enoto društva.
Zelo aktivno sodeluje pri vseh projektih in aktivnostih društva, njegove izkušnje so zelo dragocene, še posebej ob dejstvu, da društvo nima stalno zaposlenih sodelavcev. Zelo znane so njegove predstavitve Parkinsonove bolezni širši javnosti, še zlasti odmevna je bila tovrstna predstavitev v Evropskem parlamentu. Kljub težki bolezni vedno najde prosti čas tudi za aktivnosti, ki širijo vedenje o Parkinsonovi bolezni, tako za druge bolnike, kot tudi za državne organe, ki odločajo o razporejanju finančnih sredstev. Po teh prizadevanjih je prepoznaven tako v Evropi, kot tudi širše. Prejemnico plakete, gospo Majdo Šmit, je predlagala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Majda Šmit kot prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije v programu Pot k okrevanju dela od leta 1999. Do leta 2010 je izvajala individualna svetovanja na kirurškem oddelku z ženskami po operaciji raka dojke. Od leta 2010 je strokovna vodja skupine za samopomoč z rakom v Tržiču. V Slovenijo je leta 2003 prinesla idejo o obeleževanju rožnatega oktobra. Od leta 2000 dalje je sodelovala v intervjujih o ozaveščanju o raku dojke v številnih medijih. Sodelovala je v mednarodni fotografski razstavi Breast Friend in posledično v veliko intervjujih v različnih časopisih o pomenu samopregledovanja dojk. Sodelovala je tudi v dokumentarnem filmu Podobe ljubezni RTV Slovenija. Predavala je o raku dojke in izvajala številne delavnice o samopregledovanju dojk za splošno populacijo, letos tudi za zaposlene Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2013 je kot prostovoljka v okviru zbornice zveze organizirala 17. bienalno mednarodno konferenco medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine, School Nurse, ki so se je udeležile medicinske sestre iz 18 držav sveta z vseh 5 celin. Prejemnika plakete, gospoda Alda Zubina, je predlagala Planinska zveza Slovenije. Aldo Zubin je že od mladosti predan aktivnemu planinstvu. V 80. letih je opravil začetni vodniški tečaj, postal vodnik PZS in nadaljeval z usposabljanjem vse do danes. Ima namreč vse kategorije vodenja. Član upravnega odbora Planinskega društva Koper je postal leta 1987. Brez prekinitve bil vseskozi odgovoren za izletništvo in leta 2008 je prevzel vodstvo društva, kar je pomenilo pomemben preskok v delovanju in prepoznavnosti društva. Društvena vodniško-pohodniška dejavnost je z njegovo usposobljenostjo že v začetku 90. let pridobila veliko dodano vrednost. Predan preživljanju prostega časa v naravi je leta 1995 prevzel vodstveno turno kolesarskega odseka pri OPD Koper in pridobil ter navdušil množico članov za to dejavnost.
pridobil je tudi licenco kolesarskega vodnika PZS, postal predavatelj in inštruktor na seminarjih, ki jih prireja PZS. Je aktiven član komisije za turno kolesarjenje. Pri tem ne gre samo za organizacijske sposobnosti in čas, ki ga Aldo namenja dejavnosti. Gre tudi za tehnično znanje in konkretno delo. OPD Koper je pridobilo veliko tehnične opreme prav zaradi njegovega znanja in vztrajnega dela ter njegovih tehničnih in ročnih sposobnosti, predvsem pa predanosti, ki je že prava strast. Aldo je tudi duša in srce gospodarskega odseka, ki prireja redne delovne akcije za urejanje poti. Vse se je začelo s Parenzano, zdaj prepoznavno mednarodno potjo v letu 1999, nadaljevalo z označitvijo poti v zaledju Izole, nato pohodniških in kolesarskih poti MO Koper, ki jih je trasiral, določil koordinate in vpisal, kar je vse publicirano. Ne smemo pa seveda pozabiti tudi na poti po slovenski Istri in planinske poti našega področja. Dragi nagrajenci, vabim vas, da se pridružite predsedniku Državnega sveta za skupinsko fotografiranje. Nato pa ste vsi skupaj vabljeni v predverje naše dvorane, da nazdravimo nagrajencem z vinom vinogradnika Pravino Čurin Praprotnik iz Koga pri Ormožu.